Jaz sem zelo vesela, da so se državljanke in državljani odzvali našemu klicu gremo zopet na volitve, ker vem, kolikokrat so že morali iti. Vesela sem, da so se večinsko odločili. Vem, da so to še neuradni in pa nepopolni rezultati, ampak kljub temu upam, da ne bom prehitro izrekla, da sem vesela, da živim v državi, kjer so se ljudje večinsko izrekli za demokracijo, za svobodo, za našo prihodnost in kjer so potrdili tisto, kar so že izbrali 24. aprila. Torej, da so potrdili danes, 27. novembra, da želimo živeti v državi, kjer bomo imeli pozitivno vlado, dobro organizirano vlado, ki bo naslovila vse težave, ki jih moramo nasloviti v časih, v katerih živimo. Da bomo sprejemali zakone, ki bodo kakovostni in jih bo mogoče izvajati in da bomo imeli svobodne in neodvisne medije. Vesela sem za vse ljudi, ki jih ti referendumi posredno ali neposredno zadevajo. Zato, ker verjamem, da bodo sedaj lahko delali veliko bolje, sproščeno, svobodno, neodvisno, tako kot je treba v državi, ki je demokratična in ustavna država. Gospa Klakočar, eden od zakonov, ki je danes seveda na ljudskem odločanju, je tudi zakon o vladi. Kakšne spremembe v organizaciji vlade to torej zdaj pomeni? Eden od resorjev, ki naj bi ga dobilo tudi Gibanje Svoboda, je seveda resor osnovnega šolstva. Bo to prevzel trenutni sekretar, gospod Darjo Felda? Jaz o tem ne bom špekulirala, to prepuščam vladi, tam so strokovnjaki, vsi ministri trenutno so izjemni strokovnjaki in vse nove resorje, se pravi, zato bodo 3 novi resorji, ki bodo sedaj oblikovani z zakonom o vladi, bodo prevzeli enako strokovni in sposobni